Pri čezmejnem upravljanju storitev v Avstriji je spet nekaj novosti, na katerih področjih so te novosti najbolj pomembne. Če gre za novosti, potem mislim, da je najpomembnejše to, da opozorim oziroma omenim, da so dejansko kazni se zelo zaostrile, da je dejansko več inšpekcij, da dejansko lovijo podjetja, ki ne delujejo v skladu z zakonodajo. Kar se tiče pozitivnih sprememb, bi toliko opozorila, da je dejansko zakonodaja zdaj tudi eksplicitno določa ali pa bolj natančno določa, katere dokumente morajo delavci imeti na gradbišču samem. To je v toliko olajšava, ker je bila stara zakonodaja v tej točki neprecizna. Kako pa je s priglasitvijo dejavnosti ali pa z napotenimi delavci, je tam kaj novega? V zvezi s priglasitvijo dejavnosti sicer ni čisto velika novost, ampak novost, ki je že dalj časa, ampak velja omeniti to, da morajo gradbinci predložiti v postopku priglasitve dejavnosti tudi zavarovalno polico, ki krije odgovornost do 1 milijona evrov na škodni primer, kar je pa kar precej. Pri napotenih delavcih pa opozarjate vedno na standarde, ki so avstrijski. Ja, pri napotenih delavcih je to, da dejansko delavcu pripada plača, kot jo določa avstrijska kolektivna pogodba za časa napotitve. To je dejansko zelo pomembno določilo, ki ga je treba absolutno upoštevati, ker to tudi inšpektorji, kontrolorji zelo točno kontrolirajo. Tako da dejansko podjetje mora spoštovati avstrijske delovne in socialne standarde in to pa ne samo na papirju, ampak dejansko tudi v praksi, se pravi tudi pri izplačilih in plačilih plače.